Ja, je na voljo in je tukaj in zdaj. O čem govorim? Govorim o knjigi, ki kaže pot osebne in finančne osvoboditve. Pravzaprav, veste, ko se vi osebno osvobodite, se posledično tudi finančno osvobodite. In to je knjiga z zelo preprostim naslovom Kako živeti v obilju. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Tukaj je knjiga, ki vam ponuja zavedanje in razumevanje glavnih vzrokov za uspeh, povprečnost ali pa propad na denarnem področju, pa tudi v osebnem življenju. S pomočjo praktičnih energijskih tehnik pa boste lahko začeli aktivno vplivati na prihodnost, tako na osebnem kot finančnem področju. Kajti imate izbiro in zdaj so tukaj tudi praktična orodja. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to pot tudi stopite. Kako živeti v obilju? Knjiga Kako živeti v obilju je tole zunaj in zanimivo je, kakšna znanja oziroma kako različna področja pravzaprav vsebuje, katere praktične zadeve. Dajmo jih našteti zgolj nekaj. Astrologija, sveta geometrija, zeliščarstvo, daoizem, temeljna medicina Rusije, tradicionalna kitajska medicina, kvantna fizika, epigenetika, geologija, fizognomika, vede, kromaterapija, hiromantika, feng shui, tudi numerologija, krasne nasvete mi je podala Emily and Veritas in pa tudi tehnike iz področja neurolingvističnega programiranja, o katerem bomo danes malce govorili, kajti današnja tematika je, kako si ustrezno postavljati cilje v našem življenju. O tem govorim tudi v knjigi Kako živeti v obilju in pišem, da glede na to, da danes živim svoje življenjsko poslanstvo in delam zares tisto, kar mi je namen in imam tudi neke talente, naravne, ki sem jih razvila, si pravzaprav ne postavljam več takih konkretnih ciljev. Včasih pa sem si, pomagala sem si s tehniko neurolingvističnega programiranja, z metodo SMART, ki je opisana v knjigi, pa ne samo s tem, tudi z luno, od polne lune do une lune. Ampak kaj je pravzaprav tisto, kar je pri postavljanju ciljev pomembno? Česa bi se morali zavedati? Na kakšen način si postaviti? Kaj se preden si postavljamo neke cilje sploh vprašati? To nam bo danes posredovala Emily and Veritas osebno in v živo, kajti v naši družbi je. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo, lep pozdrav. Najprej še enkrat iskrena hvala za vse informacije, ki si jih namenila knjigi Kako živeti v obilju. In ne samo to. Hvala, ker si mi posredovala tudi vse znanje iz področja neurolingvističnega programiranja, ki ga s pridom uporabljam na vsakem koraku. In kaj se mi je zgodilo? Zakaj toliko različnih področji? Vse se potem na eni točki sestavi v en krasen in čudovit mozaik življenja. In kakor se ti na začetku zdi, da si malo zmeden, ta stvar pravi tako, ta stvar pravi tako, ta stvar pravi tako, bolj potem ugotoviš, hej, vse je povezano. Na koncu vidiš, da vse poti vodijo k istemu cilju, je tako? Ja, pa samo z različnih izhodišč. Lahko za koga tudi urim. Ja, to je tudi res. Pri postavljanju ciljev, kaj bi morali vedeti, oziroma cilji so nekaj, kar nam v življenju dajajo nek zagon, Ja. nek smisel. Znanstveniki pravzaprav odkrivajo, da ljudje, ki si cilje postavljajo, so veliko bolj uspešni kot tisti, ki se jih ne. Je pa čisto preprosto dejstvo, če se jih sami ne postavljamo, se jih bo vedno kdo drug našel. Nikoli ne pozabila sebe kot otroka. Kadar sem imela cilj, da preberem kakšno knjigo, mi ni bilo treba kaj drugega početi. Sicer mi je mama postavila kakšen drugačen cilj, ki mi ni tako zelo ustrezal. Zato sem se kmalu naučila lansirati, da smo imeli zmeraj celo goro knjig za prebrati v šoli. Aha. To so bili moji cilji. Bi pa tukaj rekla eno drugo stvar. Ljudje smo v resnici od malega naučeni, nam starši, pomembni odrasli, povedo, kaj naj počnemo. Na tak način se tudi znanja prenašajo, kar je dobro. Po drugi strani je pa res, da v določenem obdobju je morda najpomembnejše vprašanje, kaj si želim. In želje so zame ene takšne kažipoti, ki nam povejo, kaj je tisto, ob čemer moja duša poje, kaj je tisto, kar mene prebudi, kar me vzdrami, kar mi reče, wow, to bi pa res rada počela, naprimer. Je pa tukaj ena velika razlika, ki jo jaz vidim. Želje imamo vsi.
pa vendar je malo delovanja v skladu z željami. Želja je kot en kažipot. Jaz bi rekla tako, če si želim iti v Opatijo na morje, je to želja, ne? In dokler jaz gledam tisti kažipot Opatija toliko in toliko kilometrov, sem še zmeraj toliko in toliko kilometrov stran. Potem pride pa odločitev. Moj cilj pa je, da si nekako po določenih kriterijih rečem, takrat in takrat želim biti v Opatiji. Takrat se pa jaz odločim, da bom za to nekaj storila in se ne držim več kažipota. In veliko ljudi ima cilje. Želim si iti v Kanado, želim si napisati knjigo, želim iti na počitnice, želim se naučiti tujega jezika, želim izgubiti odvečno težo. Vse to so želje, ki pa na nezavedni ravni se ne končajo z eno piko, ampak s 3 pikicami. In se na nezavedni ravni nadaljujejo s pikicami, če mi za to ni potrebno nič storiti. Ampak brez nič ni nič, ne? Tako. In tukaj so cilji tiste, ki nam lahko pomagajo dati zagon. Seveda je pa potem se dobro vprašati eno reč, ne? Zakaj si pa to želim? In tukaj je tisto, kar si včasih ljudje rečejo, postavil si cilje, bom doštudiral, bom naredil magisterij iz ekonomije, bom naredil to in to. In potem vlečejo 10 let magisterij iz ekonomije in nikakor ne morejo dokončati tistega magisterija. Ali bom naredil to in to in še zmeraj zadeva čez 5 let, 10 let na enakem stanju. Gre preprosto za vprašanje, če veš, kaj je tvoja vizija, kaj je tvoj cilj. To je tako, kot da sekaš drevesa. Tvoj cilj ti je eno drevo lahko. Samo če tukaj fališ gozd, si falil svoj cilj. Vizija ti je tisto poslanstvo, kaj želiš v tem življenju izkusiti. Da takrat, ko se bom poslavljala iz tega sveta, da si bom rekla, wow, Emily, dobro si to naredila. Si pa nekaj naredila iz svojega življenja. Wow, super, to si naredila. Cilji so samo posamezni koraki v smeri s tem vizijo. To je zanimivo. Ravno nisem prej nikoli pomislila na to, ampak vem, da sem si v življenju velikokrat postavljala cilje, ki niso bili moji cilji, ampak so bili cilji, ki pač drugi so pričakovali. Ne? In vem, da moja mama si je blazno želela, da bi jaz bila zlata maturantka v srednji šoli. Ona si je to zaželela in enkrat mi je rekla, jaz bi imela pa zlato maturantko in sem si jaz postavljala ta cilj, da bom zlata maturantka. Ampak ne zase, zanjo. In uspelo mi je doseči ta cilj. Sem bila zlata maturantka, še zlata z vsemi možnimi točkami. Ampak meni osebno se ni zgodilo nič. Jaz sem videla njeno veselje, njeno radost, ponos, ampak v meni pa ni bilo nič. Ni bilo, fajn, okej. Tako sem se počutila, okej, v redu. In sem se spraševala, čakaj malo, zakaj jaz zdaj ne čutim nekega blaznega veselja, pa lastno priznanje, ali si ga ne znam dati? Ne, zdaj mi je jasno, to ni bil moj cilj. Točno to. In mi vedno delamo določene stvari, tudi ki niso naše. In ni s tem nič narobe, če so to mali cilji. Naprimer, k meni prije prijateljica, za katero vem, da obožuje moje mafine. In moj cilj bo takrat, da spečem mafine. S tem ni nič narobe. Po eni strani je to namenjeno prijateljici, s tem ji povem, da imam rada in jaz uživam o tem, ker vem, da je teknejo. Po drugi strani meni malo godi, da je to okej, ne? Je pa res nekaj, da človek izbira med mafini in med nekim življenjskim poslanstvom. Kot je izbira šole, izbira službe, izbira partnerja, izbira kraja, kjer živiš, načina, kako živiš. Jaz bom rekla takole, vedno so vrednote tiste, ki nam povejo, kaj je za nas najbolje. Zato se jaz vedno vprašam, ko mi nekdo reče, jaz si pa tako zelo želim iti v tujino, naprimer, ne? Okej, zakaj? Zakaj si to želiš? Ali za koga? Ali za koga? Kaj ti bo to dalo? Kaj boš od tega imel? Če ti to zadovoljuje tvoje najvišje potrebe, tiste, kar je tvojemu srcu najpomembneje, potem naredi vse, kar je v tvoji moči, da to narediš. Če ne, se pa vprašaj, a lahko morda na kakšen drug način zadovoljiš te potrebe in čigave potrebe zadovoljuješ. To, kar si ti rekla, zelo veliko otrok zadovoljuje potrebe staršev.
zato ker si želijo dobiti priznanje. Sem v redu, sem ok, imajo me radi, so ponosni name, jaz sem pa vredna. Sama vem, da sem si v življenju postavila veliko ciljev, zato imam tukaj kar nekaj izkušenj. Vem, da je bil čas, ko sem si postavila cilj, da se moram odseliti iz mesta, nujno na podeželje in to v najkrajšem možnem času, ker jaz se tukaj zastrupljam z onesnaženim luftom, z vsemi temi zadevami in tako naprej. In jaz sem si zastavila ta cilj in sem bila zelo, to moram doseči, moram. In potem sem nekega večera, ko sem pisala dnevne hvaležnosti, sem pa pravzaprav šla raziskovati ta cilj, kaj je zadaj, se pravi, kaj se bo zgodilo, če tega ne dosežem, kaj je tisto, in sem ugotovila, da je zadaj strah. In sem rekla, čakaj malo, jaz mislim, da ni zdravo postavljati si cilje v življenju na podlagi strahu. Se strinjam, vendar se večino ciljev postavi na podlagi strahu, ker je strah tista sila, ki večina dejanj vodi. Nažalost, sta dve najmočnejši cilji, ki nas premikata, strah, da bežimo stran od nečesa, kar nam povzroča še dodatne strahove, še večje strahove. Ljudje hodijo v službe zaradi podlage strahu. Če ne bi bilo strahu, enkrat je ena punca rekla, da je strah votel, okroga pa nič ni. Ja, vendar, če ga ne bi bilo, me zanima, koliko ljudi bi jutri bilo v službi. Ja, res je. Ker je vprašanje, koliko bi je bilo, ker nas strah pelje. Ljudje smo pripravljeni marsikaj storiti samo zato, da se izognemo bolečini. Ker pa ne razmišljamo, kakšna je ta bolečina, se včasih bežimo res pred senco, pred bolečino, ki je morda sploh ne bi bilo. Druga stvar, ki nas veže, ki nas naprej vleče, je pa dejansko želja po sreči. To je pa tale ljubezen. Wow, jaz si pa želim nekaj več. To je pa ta ustvarjalna energija, ne iz energije strahov. In ko si tam postaviš cilje, potem živi svoje poslanstvo. Veliko ljudi in tudi jaz, preden sem pridobila znanje iz neurolingvističnega programiranja, sem si postavljala cilje kar tako, v en dan, v tem smislu, bom potovala. In ti si bila tista, ki si me vprašala, Emily, kam? Kdaj, s kom? Vse te stvari, ki si jih prej nisem, in če jih ne bi tako zelo določila takrat, vem, da se ne bi nič zgodilo. Zaradi tega, ker so bile zadeve, vem, da to smer, ampak vse se bo že skristaliziralo, samo to, kar rečeš, da enkrat se bo že skristaliziralo, se potem največkrat ne skristalizira. Ja, ponavadi ostane na istem, kot je bilo. Za določanje ciljev je kar več različnih načinov, kako se pravzaprav mi sami pridemo na jasnost s svojimi željami, potrebami, zakaj stremimo za neko situacijo, naprimer, kaj je tisto, kar želimo doživeti. In to, kar si ti rekla, je bil verjetno tale SMART postopek, po kriterijih SMART, da si določiš čisto specifičen cilj, kaj početi. To se naprimer tudi delamo največkrat. Greš na dopust poleti in je najbolj specifičen cilj, kam greš pa na dopust, Moraš vedeti, kje boš zvečer prespal, se pravi, da je potrebno zelo specifično vedeti, v kateri kraj greš, v kateri hotel greš, a ga prej rezerviraš ali ne. In greš po teh kriterijih, kaj natančno, kam natančno, kdaj točno, posebno še, če imaš kakšne letalske prevoze, moraš zelo časovno vedeti, da prideš pravi čas in si na tak način sestaviš eno shemo, da lažje to dosegaš. Točno to. Kaj pa ljudje, ki imajo recimo cilj, da želijo ozdraveti oziroma biti zdravi? Ni čisto dosti, da rečeš, moj cilj je, da sem zdrava. Kaj zdravje tebi pomeni? Se pravi, verjetno ne vem, kaj lahko delaš, kar zdaj ne moreš delati. Ali pa kaj zmoreš, kar zdaj ne moreš. Ali je to, ne vem, nek rezultat, ki ga dobiš od zdravnika ali kakorkoli, ki je. Bolj konkretno je treba definirati, kaj nam določene stvari pomenijo. Kdaj si zdrav ali pa kdaj si dejansko bogat. Ja, za zdravjem se mi zdi, da je tako, da o njem sploh ne razmišljamo, dokler nas nič ne boli. Ja, to tako je. Ker je to najbolj samoumevna zadeva, da nam telo služi. Kadar pride do težav, takrat je zelo dobro pogledati, s čim si lahko pomagam, kaj natančno lahko storim. Tukaj jaz vidim razliko med ljudmi, ki jih žene neka ustvarjalna energija in med ljudmi, ki jih je strah.
Ja. Tudi pri zdravju, na katerem koli področju. Oseba, ki ima težave z zdravjem, reče, ok, zdravnik mi je dal takšno in takšno diagnozo. Po nekih dokazih medicinske znanosti je največkrat se zgodi to in to. In tukaj je zaključno vprašanje, kaj lahko storim za to, da se moje stanje izboljša. Ker oseba, ko se reče, kaj lahko storim za to, aktivno išče nove variante, nove poti. Ni samo bolnik, ki hodi od vrat do vrat, od zdravnika do zdravnika in pričakuje, da od zunaj nekdo okrepi njegovo telo in ga spet usposobi za normalno delovanje, ampak se reče, ok, kaj moram jaz za to narediti. In taka oseba bolj začne razmišljati o načinu življenja, ki ga živi, o prehrani, o sevanjih, o gibanju, o spanju, o svojih mislih, ali lahko kaj spremeni, kaj naredi in je pripravljen iskati rešitve. In dejansko, ko ljudje iščemo neke rešitve, dobimo informacije. Jih dobimo. Preslej naletiš na eno osebo, na eno knjigo, na eno informacijo, en posnetek, kot ti žarnica zažari v glavi. Brez nič ni nič. Brez nič ni nič. Na koncu smart je tista črkica T, ko si jo napisala, timing, ne? Čas, kdaj bomo kaj naredili. Jaz pravim, da je za tole najpomembnejša 30 centimetrov. Aha, od tukaj do tukaj. Tukaj do tukaj. To je toliko časa, da mi dvignemo svojo zadnjo in nekaj naredimo naprej. Da se zgodi, da se naredi. Ja. Velikokrat sem si zastavljala cilje, pa potem si nisem dala priznanja, ki sem ga dosegla, oziroma se mi je zdelo že tako in tako zelo samoumevno. Je prav, da si priznamo, ko jih dosežemo in da rečemo, ok, ratelj mi je, oziroma da jih ne menjamo ves čas sproti, da pa nikoli ne pridemo do nekega cilja, če cilj pri ciljih sploh obstaja. Pri ciljih je tako, ne, ko nekaj dosežemo, če je to res naš cilj, smo tako ponavadi že veseli, smo zadovoljni. Kadar pa nismo veseli, ko nekaj dobimo, bi se bilo morda zelo smiselno vprašati, zakaj je pa meni ta zadeva bila tako zelo pomembna? Kaj mi pa daje? Tukaj tisto, kar ni moj cilj, mene pušča prazno. Tisto, kar pa je moj cilj, ko bom naredila eno zadevo, meni bo srce pelo. Jaz bom polna notranje radosti in takoj dobim to priznanje. Je pa res, kar se tiče samega priznanja kot priznanja. Slovenska vzgoja je narejena na tem, ne, da, veš, je polno različnih pregovorov. Prazen sod, glasno ropota, lastna hvala se pod mizo valja in tako naprej. In Slovenci mnogi, posebno moja generacija in še starejši ljudje, imajo občutek, da nimajo pravice sami sebi reči, da so nekaj dobro naredili. Ja, da se ne bojo ven metali. Tako, zato ker to je grdo. Hkrati so pa zelo prizadeti, če okolica tega ne opaži. Ne opazi, ja, seveda. In jih ne pohvali, ne? Vem, da je to ena izmed prvih vaj na neurolingvističnem programiranju, kjer moraš fajn stvari vse povedati. Ja. In takrat sem kar, ok, ven se moramo metati. V redu, ampak vendarle to ni ven metanje. Ne, to je tisto, ko vidiš, tole pa res znam, super, to pa znam. Tudi več samozavest in samopodoba dejansko. Točno to, ker potem veš, kaj lahko narediš in ko si cilje postavljaš, konec koncev moraš vedeti, s čim operiraš. Če jaz želim nekaj narediti, knjigo napisati, naprimer, karkoli, ne? Zato nekaj potrebujem. Moram vedeti, kaj sem sposobna sama in kje potrebujem pomoč od koga drugega. Zato, če tega ne znam, ne bom nikoli nič pametnega od sebe dala. Hvala lepa za vsa ta znanja, se pravi, del tega je ujet in zapisan tudi v knjigi Kako živeti v obilju, ki je res ena taka fantastična zadeva, nastala pa je na podlagi znanj, ki so mi jih posredovali naši gostje. Več kot 2000 jih je že bilo v 3 sezonah in veliko področji, veliko informacij, ampak tista praktična in konkretna, da si potem v procesu akcije, reakcije. Na www.klepet.kavi.si lahko najdete še kakšno informacijo, sicer če nimate dostopa do interneta, pa 02 6200 230. A
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.